jaz končal. Tako, jaz mislim, da smo zdaj v živo že tudi na naši spletni strani oziroma na naši društveni Facebook strani. Tudi snema se ta dogodek. Jaz vas vse lepo pozdravljam v imenu Slovenskega filozofskega društva v drugi izdaji našega spletnega dogodka Filozofija v karanteni. Prejšnji teden smo gostili kolega Miščeviča, no ta teden se pa je zelo na hitro na naše vabilo odzval profesor Borut Ošlaj, ki ga bo predstavljala Tinkara Tihelj, ki bo danes tudi moderirala potem pogovor z profesorjem Ošlajem. Takole, ti naši dogodki se bodo še naprej odvijali vsak torek ob 8. uri zvečer za članice in člane na aplikaciji Zoom, za vse ostale pa na društveni strani na družbenem omrežju Facebook. Kot rečeno, se ta dogodek snema in pretočno predvaja. Na koncu po predavanju pa boste imeli seveda ti, ki ste v Zoomu, možnost osebno spregovoriti s profesorjem Ošlajem. Ostali pa, ki nas mogoče spremljate preko Facebooka, lahko zapišete kak komentar oziroma vprašanje spodaj kot klepet in ga bomo tudi v največji meri poskušali upoštevati. Takole, Tinkara, jaz ti predajam besedo, še enkrat pa seveda pozdravljam vse in našega gosta danes. Ja, pozdravljeni še z moje strani. Zdaj, za začetek, mogoče nek tak okvir, kako bo tole potekalo. Nekako zamišljeno je tako, da bo prvo dobil svojo besedo predavatelj, profesor Ošlaj, nekako okoli 30 minut. Nato bi v bistvu imeli neko debato, kateri ste vabljeni, v bistvu vsi udeleženci tukaj in preko Zooma in preko Facebooka lahko pustite svoje vprašanje, svoj komentar predavanja tam. Zdaj na koncu, mišljeno je, da bomo na komentarje na Facebooku odgovarjali na koncu, kajti pač ima nek zamik, Facebook. Zdaj, tako, preden gremo k predavanju, samo še en pač poziv k strpnemu obnašanju in tudi zelo lepo bi vas prosila, da so vaša vprašanja kratka, jedrnata, da se ne bo tole preveč vleklo. Zdaj, na hitro, če predstavim, saj večina najbrž vas že pozna profesorja Ošlaja, predvidevam. Zdaj, če ga na hitro predstavim, profesor Ošlaj je redni profesor filozofije na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer predava predmete etika, sodobne probleme etike, religije in svetovni etos, človek in simbolne forme. Je tudi podpredsednik Komisije za medicinsko etiko Republike Slovenije in v bistvu v zadnjem času se predvsem ukvarja z nekimi tematikami, kot so recimo staranje, evtanazija in pa zdaj ponovno tudi koronavirus. Tako da zdaj na tej točki bi kar predala besedo profesorju Ošlaju. Hvala lepa, Tinkara, hvala lepa organizatorju, Tomaž, in posebej vsem, ki ste si vzeli nekaj dragocenega časa, čeprav pravijo vsi, da ga imamo zdaj več kot kadarkoli prej, zato da morda tudi skupaj premislimo, ne bom samo jaz mislil, skupaj mislimo nek specifičen položaj, v katerem smo se znašli in o katerem bom danes tukaj spregovoril kot lahko bi rekli, gre za etične vidike korona krize. Sam naslov kriza, virus in etika pač kaže na to, da bom, zlasti ker se predvsem ukvarjam z etičnimi vprašanji, govoril o teh vidikih krize. Zdaj najprej na začetku, morda glede na to, da si je v ozadju tega naslova mogoče marsikaj predstavljati, naj povem, da se ne bom spuščal v, kako bi temu rekel, močvirja slovenskih ideološko-političnih patologij. Zdaj lahko upam, da ne bom koga od vas razočaral, če je pričakoval, da bom govoril tudi o tem, čeprav je tudi to na nek način lahko etično relevantna tema, ampak kot rečeno, preveč patologij ni koristnih za tak pogovor, tudi časa je za kaj takega premalo. Naslednja zadeva, ki bi jo omenil, preden dejansko vstopim v samo vsebino, je čisto formalni okvir, ki se ga bom lotil. Ta okvir je nekoliko nenavaden, morda nepričakovan, vsaj za večino nas. Ta okvir je vezan na Kanta
Vsi ga dobro poznamo, pa vendarle ta formalni okvir redko uporabljamo. Danes ga bom uporabil, ker se mi zdi zelo koristen za predstavitev ali razmislek teme, o kateri bom govoril. Gre namreč za ta znamenita Kantova 4 vprašanja, kaj lahko vemo, torej oziroma kaj vemo v tem primeru, kaj moramo storiti, eksplicitno etično vprašanje, in potem 2 vprašanji, ki sledita, kaj smemo upati in v končni fazi, kaj je človek. Ali se bom vseh, zlasti zadnjih 2 ali zadnjega vprašanja, dejansko v tem predavanju tudi lotil ali vsaj dotaknil, v tem trenutku ne vem, ker je časa, kot rečeno, razmeroma malo. Ker to je nek osnovni okvir, zato predlagam, da pridemo kar takoj k prvemu vprašanju, kaj lahko vemo glede situacije, v kateri smo se znašli in o kateri ves svet dobesedno v skupnem dihu trenutno govori in o njem razmišlja. Zdaj najprej bi spomnil, če tega morda še niste slišali, Jürgen Habermas je kakšen teden ali 10 dni nazaj v javnem intervjuju dejal nekaj zanimivega, nekaj, kar nam gotovo ne bo nerazumljivo, da namreč človeštvo še nikoli toliko ni vedelo o lastni nevednosti. Če spremljate vse intervjuje, ki potekajo na javni televiziji, v medijih, tako pri nas kot v tujini, je pojem nevednosti pravzaprav skupna neznanka ali rdeča nit, skozi katero se prebijamo skozi vse mogoče neznanke, ki so povezane z trenutno korona krizo. Ali gre tukaj za neko metodično nevednost sokratskega tipa, sicer dvomim, gotovo pa je ta nevednost specifična in mislim, da se v takšni obliki s tolikšno količino neznank nismo nikoli srečali, kar seveda v veliki meri otežuje to, čemur naj bi prišli, namreč kako se v dani situaciji odločiti, kako etično znotraj nje dobesedno ravnati. Kljub temu, da je naše znanje tukaj postavljeno pred veliko preizkušnjo in da stojimo pred številnimi neznankami, pa nekaj vendarle vemo. Prvič vemo to, da gre za krizo. Zdaj, prvi pojem, ki se ga tukaj dotikam, v zvezi s tem, kar vemo, je pojem krize. Sami veste, glede tega ne bi izgubljal preveč časa, da v krizah praviloma govorimo takrat, ko prihaja do zaostritve razlik, ločitev na različnih, bom rekel, sistemskih ravneh ali individualnih ravneh. Etimološko pojem krize izhaja iz krine in razlikovati, ločiti, in takrat, ko se razlike in ločitve prebijajo v neko sfero rahljanja, ravnovesij, homeostaze in tako naprej, ko se skratka zaostrijo, nastopi ta drugi korak, ki ga izpričuje, ki ga nagovarja pojem krizisa, torej druga faza krize, ki pomeni presojo in odločitev. Skratka, na podlagi zaostrenih antagonističnih razlik se moramo situacijo presoditi in na podlagi te presoje, razmisleka, sprejeti takšno in drugačno odločitev. Te stvari so jasne. Zdaj, v tem kontekstu seveda pomeni vsaka odločitev, vsaka presoja odgovor na razlikovanje in ločitve. To so klasični pojmi krize, ki veljajo znotraj družbenih odnosov in seveda tudi na individualni ravni. Zdaj, kaj ima s tem opraviti, s tem, lahko bi rekli, klasičnim razumevanjem pojma krize, kaj ima s tem opraviti korona krize, v kateri smo se znašli? Odgovor, ki je preprost, se glasi praktično ničesar oziroma zelo malo. Zakaj? Zaradi tega, ker korona kriza oziroma virus, ki je tukaj pravzaprav glavna neznanka, s katero se ukvarjamo, virus ni tisti, ki je sprožil razlike, ni vzpostavil neka zaostrena družbena razmerja, na katera bi morali zdaj iskati ustrezne rešitve, se v skladu s temi rešitvami odločati, temveč je virus paradoksno storil nekaj drugega. Povezal nas je ljudi, skratka bolj kot je kadarkoli povezala katerakoli kriza ljudi. Praviloma, kot rečeno, krize ljudi ločujejo in moramo v teh ločitvah potem najti ustrezne razlike oziroma ustrezne rešitve. Tisto, kar najprej kaže pri vplivu koronavirusa povedati, je to, da je v prvi vrsti tukaj zmanjšana razlika med, filozofsko rečeno, bitjo in nebitjo, med življenjem in smrtjo. Ta razlika, ki je praviloma dovolj velika in ki nam omogoča, da se prepuščamo družbenim razmerim, je v tem primeru naenkrat postala zelo majhna. To seveda ni nobena specifika virusa, je pa specifika vseh, bom rekel, naravnih katastrof, ki kažejo na ranljivost, fragilnost našega življenja, ki naenkrat zamajajo našo gotovost, našo prepričanje v našo varnost. Skratka, razlika med biti in ne biti, med življenjem in smrtjo je za nastopom tega virusa postala manjša. Tukaj se razlika zmanjšuje. To je prva razlika glede na klasični pojem krize. Hkrati pa dejstvo, da je zmanjšana razlika, da je razdalja med smrtjo in življenjem bistveno zmanjšana, povzroči tudi to,
na drugi strani, in tudi v tem se ta kriza razlikuje od klasičnih kriz, da smo se ljudje ravno zaradi občutka sopripadnosti, ravno zaradi vednosti, da smo vsi skupaj na globalni ravni, v istem čolnu, ravno zaradi tega, ker se zavedamo ranljivosti življenja, danes povezani vsaj na tej primarni ravni, ne, bolj kot kadarkoli prej. Bolj kot so nas kadarkoli prej povezovale kakršnekoli politične prepričanja, ideološke teorije, filozofske teorije, etične teorije in tako naprej. Skratka, ta prvi korak korona krize, prvi učinek korona krize je, če tudi to ne velja seveda za sistemske ravni, če tudi to ne velja za politiko in državo, zadevo je seveda treba misliti diferencirano, na prvi ravni nas je skratka to povezalo. Drugega čutimo bolj, tisto, kar nas povezuje, je seveda strah, skrb za življenje in skupno prizadevanje, da to soočenje, ta boj, nevarnosti in grožnje, ki smo jim izpostavljeni zaradi delovanja virusa, skupaj na nek način premagamo. To je prvi učinek. Drugi učinek, in tudi to je povezano s tem, kar vemo, je vezan na vrednoto življenja. Mislim, da natanko to dejstvo, da se razlika med življenjem in smrtjo zmanjšuje, med bitjo in nebitjo, izpostavlja vrednoto življenja. In prav vrednota življenja je tista, ki ali na ozadju katere se ljudje danes povezujejo bolj, kot se v običajnih razmerah, ko z grožnjo smrti nismo v tolikšni meri soočeni kot v primeru tega virusa. Skratka, vrednota življenja je nekaj, kar se dobesedno izpostavi, kar je dobesedno katapultirano v središče vseh premislekov, četudi se pogosto ali praviloma celo ne uporablja ta pojem. Bi pa sam želel, da bi ga zdaj pogosteje uporabljali. Naslednji element, ki govori o tem, kaj vemo v dani situaciji, je vezan na sam virus. Virus je seveda najprej neznanka. O tem virusu vemo manj kot kateremkoli drugem. Tudi tukaj nas najprej doleti stanje naše nevednosti, naše nemoči, naše negotovosti in soočanje z celo plejado neznank, ki onemogočajo smiselno odločanje. Toda nekaj o virusu vendarle vemo, nekaj, kar je zadosti tehno, da vendarle določene rešitve lahko sprejemamo. Vemo, da je izjemno kužen, bolj kužen, neprimerno bolj kužen kot virus klasične gripe, kot številni drugi virusi, da se zelo hitro prenaša, da je relativno zelo nevaren, četudi smo nagnjeni k njegovemu podcenjevanju zaradi tega, ker se nam zdi, da je stopnja smrtnosti vendarle manjša, kot so se nekateri bali. Vemo o njem tudi to, da je, ta pojem je nekoliko bolj antropomorfen, izjemno inteligenten virus. Inteligenten na nek način, če si to antropomorfnost lahko privoščim, ker vzbuja vtis lastne nenevarnosti, ker svojo žrtev ne ubije takoj, ne položi v grob, s čimer bi seveda uničil tudi samega sebe, temveč se postopoma prebija preko vseh nas do najbolj ranljivih in najbolj ogroženih skupin. Tam pa, ker dejansko potem postane smrtonosen. Hkrati sistem kupuje čas, postaja bolj in bolj mutagen, vemo, da je danes vsaj 9 ali 10 sevov tega brisa oziroma tega virusa že znanih, ne vemo, v katero smer se bo razvijal. Prav tako seveda ne vemo, kakšni so dolgoročni učinki bolezni vsakega, ki bo okužen ali je bil okužen z tem virusom. Vsa tesnoba, s katero smo povezani na globalni ravni, izhaja prav iz te kombinacije nevednosti, neznank in negotovosti, s katerimi nas ta virus proti naši volji in proti našim željam sooča. To bi bilo okvirno tisto, kar lahko vemo. Skratka, pojem krize, specifičen pojem krize, stanje virusa in pa vrednota življenja, ki naenkrat tukaj stopa v ospredje in nas nagovarja bolj kot vse druge vrednote. Dodal bi samo tukaj seveda vrednoto življenja, mislim v smislu temeljne konstitutivne vrednote. K tem se bomo morda še vrnili, ampak mislim, da je razumljivo, kaj pomeni konstitutivna vrednota in zakaj je življenje temeljna konstitutivna vrednota. Mislim, da glede tega kakšnih posebnih debat in nesoglasij verjetno ne bo. Drugo vprašanje, ključno vprašanje, vprašanje, s katerim se začenja etika, ne samo pri Kantu, temveč nasploh, kaj moramo storiti. S tem vprašanjem pravzaprav vstopamo k drugi fazi, drugemu koraku sleherne krize, skratka k odločitvi, oziroma najprej k presoji, premisleku situacije, na podlagi neke presoje, razumevanja situacije, potem odločitev. Vse odločitve, glede tega si moramo biti na jasnem, imajo pravzaprav vselej v vseh kontekstih etični značaj. Etični značaj imajo zato, ker vsaka odločitev pravzaprav pomeni neko obliko vrednotenja, vedno znova smo umeščeni v kontekste, kjer moramo vrednotiti, se opredeljevati med dobrim in slabim, primernim in neprimernim, med smiselnim in nesmiselnim, koristnim in nekoristnim in tako naprej. In to počnemo tudi zdaj. V tem smislu so vse naše odločitve, vse naše presoje eminentno etične.
Čeprav se o tem manj govori, ampak etika, glede na to, da je pravzaprav neke vrste software človekovega življenja, nam je tako blizu, da o njej niti ne govorimo, ali pa po drugi strani o njej govorimo dobesedno vsi. Druga zadeva, ki jo ob iskanju odgovora na vprašanje, kaj moramo storiti, kaže omeniti, je to, da vsaka odločitev terja od nas, vsaka presoja terja od nas posedovanje določenih, bolj sodobno rečeno, vhodnih podatkov. Ti vhodni podatki niso nič drugega kot to, kar o tej krizi vemo. To, kar sem na kratko, čeprav s tem niti slučajno nisem vsega, kar vemo, izpostavil, tako to, kar sem pri tem povedal. Na podlagi teh vhodnih podatkov, vrednota življenja, specifična vloga krize, ki nas je doletela, in pa status virusa, ob tem lahko najprej rečemo to, da seveda nimamo proticepiva, da ne vemo, kako virus premagati, kako se cepiti. Zato je prvi odgovor, to je zdaj prvi odgovor na vprašanje, kaj storiti. Zato je prvi pogovor pravzaprav pričakovan. Še zlasti, ker je v ozadju vrednota življenja in njen konstitutivni status. Prvi odgovor je, in ta odgovor velja pravzaprav na celotni globalni ravni, tukaj smo si vse države, vse kulture, ki jih je virus zajel, enotne. Zaščita našega življenja. To je prvi in najbolj preprosti odgovor, ki ga si dajemo, tudi če o njem neposredno ne govorimo. Zaščita življenja, seveda je zdaj odgovor, ki je, bom rekel, najbolj preprost. Najbolj preprost je pa zakaj. Tu je spet v igri neka posebnost, ki jo kaže ob tem izpostaviti, ob njej namreč, o tej posebnosti redko govorimo. Namreč subjekt odločitve tega odgovora, da moramo zaščititi življenje, nismo mi kot misleči subjekti, nismo mi kot umna bitja in tako naprej, nismo mi kot kritična bitja, ki moramo zdaj presoditi in sprejeti odločitev, temveč paradoksno ni to nič drugega kot naše telo. Zakaj naše telo? Zakaj je na nek način, in v tem pravim, da je paradoksnost, no, na nek način to niti ni paradoks, odvisno z katerega zornega kota ta problem premišljujemo ali pa se ga lotevamo. Telo je tukaj subjekt preprosto zato, ker nas preko svojih neposrednih občutkov, ki ob ogroženosti našega življenja vznikajo iz naše telesnosti, ker nas neposredno nagovarja, ker nas neposredno mobilizira, ker na nek način pomeni iniciacijo ali pa iniciativni moment naše etične angažiranosti. Ker mi zaradi tega, ker smo soočeni s strahom, lahko bi tudi uporabil tukaj, ne vem, Jonasov pojem, ki ga morda poznate, ker nas torej heuristika strahu nagovarja, je naš prvi odziv zaščite življenja najbolj spontan, najbolj pričakovan, najbolj učinkovit in najbolj neposreden. A hkrati zaradi tega tudi najbolj preprost. Zato, zaradi te preprostosti, ga, kot rečeno, prepoznavamo na celotni globalni ravni. Vsi se tega držimo. To je skupno izhodišče. V tem je hkrati tudi ta poseben značaj vloge telesa kot subjekta, ki, bom rekel, prevzame to vlogo prvega odločevalca na svoje ramena. Tukaj morda spomnim samo na Plesnerja, ki je to vlogo subjekta prvi obdelal v svojem znamenitem spisu Smejanje in jokanje. Skratka, človek vsakič, ko je v najbolj zaostrenih situacijah, zlasti takrat, ko je ta meja ali pa bližina smrti največja, takrat telo prevzame glavno vlogo odločevalca. Takrat dobesedno prevzame subjekt in nas reši iz zagate, kajti človek na umni ravni preprosto ne ve, kako odreagirati. Tukaj nas vedno znova potem rešuje telo. Tukaj na ta vidik, bom rekel, pomembne vloge telesa želim opozoriti njegovo vlogo subjekta. To da v prvem koraku. V drugem koraku naredimo kaj? V drugem koraku pristopi že čeprav še ne v celoti. Drugi korak je nekoliko bolj diferencirano razumevanje zaščite življenja, namreč zaščititi je potrebno, tudi tukaj se bolj ali manj strinjamo vsi, najbolj ranljive dele populacije. Skratka, tisti, ki so najbolj ogroženi. Tudi tukaj imamo na celotni svetovni ravni dobesedno identičen odgovor. Nihče tega vprašanja oziroma tega odgovora, te odločitve ni problematiziral. Vsem je jasno, da moramo najbolj ranljive zaščititi. V ozadju je seveda etika ranljivosti. Toda tudi v tem primeru je telo tisto, ki nas prvo preko naše skrbnosti, preko našega strahu, preko naših občutkov sočutja in tako naprej dobesedno sili k temu, da zaščitimo, če se že moramo odločati, koga zaščititi najbolj, ravno najbolj ranljive, tiste, pri katerih je življenje najbolj ogroženo.
spet življenje kot seveda konstitutivna vrednota. Ta je vedno v ozadju, ne? Ta narekuje bolj ali manj vse naše odločitve, najprej na telesni ravni, potem pa tudi na ravni, bom rekel, našega umskega, kritičnega, racionalnega, kognitivnega razmisleka in vseh naših presoj, ki jih tako ali drugače vodimo v smeri zaščite življenja. Tudi ta drugi, to sta skratka dva prva odgovora, ki sta bolj ali manj preprosta. Od tukaj naprej se stvari zdaj zapletejo. Kajti od tukaj naprej nam telo ne bo več neposredno sugeriralo, nas ne bo več vodilo, nas ne bo usmerilo, temveč moramo brez te zanesljive spremljave odgovarjati sami. In odgovor, pred katerim stojimo, oziroma vprašanje, odločitev, pred katerim stojimo ali pred katero stojimo, se glasi, kako zaščititi življenje ali kako v ožjem smislu zaščititi najbolj rešljive, najbolj ogrožene dele ljudstva, ne, ali pa populacije. Da moramo zaščititi življenje, je samo po sebi umevno, kot rečeno. To je lažji del naše odločitve. Ko pa se vprašamo, kako storiti, takrat pa se seveda pred nami razgrne celoten diapazon bolj ali manj tudi nasprotujočih odgovorov, ki niso glede na resno situacijo, v kateri smo se znašli, nič presenetljivega, oziroma so te razlike, so ta razhajanja celo pričakovana. Zdaj, kaj je naš prvi odgovor na vprašanje, kako zaščititi življenje? Tukaj naprej, kot rečeno, je bolj ali manj sam na delu. Nobene gotovosti, tiste gotovosti, ki smo jo bili deležni pri telesu, nimamo več. Bolj ali manj smo v nekem kaotičnem prostoru mešanice vednosti in nevednosti, k kateri so pogosto pripeta tudi slabo prikrita ideološko-politična, religiozna, nenazadnje tudi filozofska prepričanja, interesi, gospodarski in vsi drugi. To je ta klopčič, ki dela to situacijo pri presojanju vprašanja, kako zaščititi življenja, tako težavno, ne? Tako delikatno. Zdaj, dodaten problem pri iskanju odgovora, kako pomagati zaščititi življenje, je ta, da smo se znašli proti naši volji pred morda najbolj radikalno izbiro v zgodovini človeštva, kolikor to zgodovino poznam. Lahko, da marsičesa ne poznam, gotovo marsičesa ne poznam, ampak tvegam reči, da je to najbolj tvegana izbira, pred katero smo se znašli. Izbiramo namreč med dvema skrajnima odločitvama, skrajnima odgovoroma na vprašanje, kako zaščititi revne, oziroma kako zaščititi ogrožene, kako zaščititi življenje na sebi. In sicer sta ta dva odgovora, če poenostavim, naslednja. Bodisi, to je naša osnovna dilema, bodisi zaščitimo zgolj najbolj ranljive, ohranimo pa javno življenje, gibanje, dinamiko javnega življenja, gospodarstvo in tako naprej na ravni bolj ali manj kot doslej, skratka bolj ali manj nedotaknjeno. Druga možnost, druga skrajnost pa je seveda ta, da se vsi dobesedno zapremo med štiri zidove, da se zapišemo samoizolaciji, stopimo v karanteno, ustavimo javno življenje, gospodarstvo in na ta način, na prvi pogled strahopetno, skušamo nevtralizirati virus. Skratka, če je prva odločitev bolj ali manj socialdarvinistična, na prvi pogled pogumna, neposredno se soočiti z virusom, se prekužiti, vzpostaviti neko pogosto imenovano čredno imunost in pri tem zaščititi zgolj najbolj ranljiv del populacije. Če je ta prvi del na prvi pogled pogumen, je ta drugi del, v katerem smo se znašli tudi mi sami, na prvi pogled, opozarjam na prvi pogled, strahopeten, ne, z vidika etike. Zdaj, vse te vmesne možnosti, deloma Švedska, zlasti pa Južna Koreja, zaradi pomanjkanja časa ne bom omenjal, je pa neka kombinacija teh dveh skrajnih možnosti. Zakaj je ta izbira, znotraj katere se zdaj nahajamo, tako težavna? Zaradi tega, ker vemo, da je ne glede na to, katero možnost bomo izbrali, ne glede na to, kakšna naša izbira bo, v obeh primerih bomo soočeni z številnimi žrtvami, številnimi oblikami smrti, številnimi težavami, problemi, ki ne bodo vezani samo na ta trenutek, temveč bodo zelo verjetno, kot to bomo vsi, imeli dolgoročne posledice. Skratka, spremenili bomo naše življenje, spremenili bomo svet, spremenili bomo našo kulturo. Nihče ne ve, v kolikšni meri, nihče ne ve, v katero smer. Vsi vemo, da se bo nekaj spremenilo oziroma da se je že spremenilo. In to ne glede na to, ali se odločimo za na videz pogumno rešitev ali odločitev frontalnega spopada z virusom, prekuženosti ali
da se odločimo, ali smo se, kar smo dejansko storili, ali se odločimo za samoizolacijo in karanteno. V vseh obeh primerih bodo posledice nepredvidljive in jih ni mogoče zanesljivo napovedati. Vemo samo, da bodo bolj ali manj boleče za vse. To je dejstvo. Prav tako bi opozoril na to, da pravzaprav ne moremo vedeti, ali bi bila morda druga izbira. Če zdaj predpostavim, da bi lahko izbrali tudi bolj pogumno varianto, v katero so se najprej usmerili recimo Angleži, Američani, tudi Švedi, da ne moremo zanesljivo vedeti, ali bi bila druga rešitev ali pa druga odločitev boljša za nas. Ne moremo vedeti preprosto zaradi tega, ker vsaka izbira učinkuje po svoje znotraj njej lastnih okoliščin. Skratka, švedska izbira ali južnokorejska izbira bo imela učinke takšne, kakršne ima, samo znotraj tistih razmer, tistih kulturnih, tistih gospodarskih in splošnih civilizacijskih razmer. Mi s tisto izbiro prenesli naš kulturni prostor, evropski kulturni prostor in predvidevati, da bi bili učinki njihove izbire enake tudi pri nas, je preprosto zmotno. Preprosto zato, kot rečeno, ker so okoliščine pri nas drugačne. Že zaradi tega, ker smo manj kolektivistično, recimo, in kolektivistično, vzgojeni in manj disciplinirani, kot to velja recimo za Južne Korejce. Toda kljub temu, da tega ne vemo, smo se znašli torej v neki vlogi kockarjev, igralcev na srečo. Nekaj moramo izbrati, kljub temu da vemo, da je ta izbira na nek način nemogoča. V tem smislu je njena radikalnost, v tem smislu je njena novost. Nikoli se še nismo znašli v taki izbiri, ker je od nje preprosto odvisno toliko, kot še nikoli ni bilo od nobene izbire odvisno karkoli v preteklosti. Zdaj, moram hiteti. Tudi če vemo razmeroma manj, tudi če ne moremo zanesljivo napovedati, kakšni bi bili učinki ene, druge ali morda neke tretje vmesne izbire, to še ne pomeni, da ne vemo ničesar. To, kar hočem s tem povedati, je, da vendarle menim in verjamem, da tukaj nisem edini, ne nazadnje o tem govorijo izbire večine držav na svetu, da smo vendarle izbrali manj slabo rešitev oziroma v etičnem smislu boljšo rešitev. Kljub temu, da nobena pravzaprav ni dobra in dobre tukaj ni in je ne more biti, ker so vse povezane z številnimi žrtvami in tveganji. Boljšo izbiro smo izbrali zato, ali pa manj tvegano smo izbrali zaradi tega, ker s tem pravzaprav, ko smo se podali v samoizolacijo in v karanteno, nikakor ne ščitimo samo, kot si želijo kritiki te izbire izpostaviti, nikakor ne ščitimo samo najbolj ogroženih skupin, temveč de facto ščitimo vse člane skupnosti, vse državljane in državljanke. Ščitimo ne nazadnje zaradi tega, ker za to boleznijo lahko zboli vsak, tudi najmlajši, ker za njo lahko umre vsak, tudi najmlajši. S to izbiro ne nazadnje ščitimo tudi, lahko bi temu rekli, v etičnem jeziku našo vest ali pa naše obličje humanosti, kajti mi kot prenašalci smo tisti, ki vedno znova lahko in de facto tudi počnemo, okužimo najbolj ranljive skupine ljudi. In če vem, da sem okužil ali da lahko okužim nekoga, ki bo tej bolezni podlegel, ne pa tudi jaz, bom z tem bremenom živel naprej. Skratka, nihče si ne želi biti prenašalec nekega virusa, za katerega ve, da ga bo prenesel do nekoga, ki bo prej ali slej pod težo in nevarnostjo tega virusa podlegel oziroma umrl. Naprej ščitimo tudi našo prihodnost. Našo prihodnost ščitimo zaradi tega, ker se spet vračam nazaj na neznanost tega virusa, ker ne vemo, kakšni bodo dolgoročni učinki pri tistih, ki bodo ta virus preboleli. Ene izmed informacij, tudi te informacije poznamo, je ta, da tisti, ki ta virus prebolijo, so lahko oziroma soočeni z resno zmanjšanjem funkcijo, ključno funkcijo. Druge učinke, o katerih epidemiologi in virologi zdaj govorijo in jih raziskujejo, ne poznamo. V tem primeru seveda velja neko splošno etično načelo in dubio contra experimentum. Če v primeru dvoma nima smisla eksperimentirati, skratka človekovo življenje nikoli ne moremo postaviti na kocko in tvegati, ali bo ali ne bo. Vse tako dolgo, dokler ne poznamo, s kakšnim sovražnikom, da tako rečem, imamo opravka. Naslednji korak ali pa naslednja točka, zaradi katere menim, da je ta odločitev vendarle boljša ali etično manj sporna, je to, da je človeštvo zdaj prvič v zgodovini, kolikor je spet meni znano, in tudi to je neka novost, v enem duhu ali pa z enim glasom pravzaprav govori o tem, da je treba dati prednost človekovemu življenju. Spet je v ozadju ta vrednota življenja, ki smo jo že izpostavili, da je treba dati prednost človekovemu življenju pred interesi kapitala, gospodarstva, ekonomije. Nikoli se še to ni zgodilo. Nikoli na tak način. Nikjer
Nekateri se celo sprašujejo, mislim, da nazadnje Alenka Zupančič, kako je to možno, da je kapital pristal na to. Ne? Odgovor, ki ga dajem, je ta, ki sem ga že pravzaprav nakazal, zaradi tega, ker tukaj odgovor daje telo. Zato, ker kapital ni neka aseptična, abstraktna forma, temveč so to ljudje. Tudi tam gre pravzaprav najprej za strah pred boleznijo, strah pred smrtjo. In ko v igri telo, je ta nagovor, ta vloga subjekta telesa vedno močnejša kot moč presoje. Zlasti takrat, oziroma izključno takrat, na to opozarjam, ko gre za to zmanjšano razdaljo med življenjem in smrtjo, med bitjo in nebitjo. Etična je ta odločitev tudi zaradi tega, ker človeštvo prvič v zgodovini zdaj v en glas daje prednost človekovemu življenju pred vsemi drugimi tako imenovanimi konsekutivnimi vrednotami. Prvič imamo pred nami to razmerje. Konstitutivna vrednota, temeljna konstitutivna vrednota, ki zasenči vse ostale, tudi pomembne konsekutivne vrednote. Toda konsekutivne so seveda izpeljane, so sekundarne, imajo svoj smisel, imajo svojo vrednost, imajo svoj modus vivendi, samo kolikor je konstitutivna vrednota, torej življenje, nedotaknjena. To je tisto, kar je v zvezi s tem pomembno. Zato je ta odločitev, kot rečeno, pravilna. Toda, kljub temu, da je ta odločitev etično manj sporna, pa ima tudi neko svojo temno hrbtno plat. Tudi če je ta odločitev v prid človekovemu življenju, moramo vendarle, če želimo etično razsojati, pomisliti ne samo na trenutne učinke tega, kar počnemo, ne samo to, da trenutno ščitimo življenje pred interesi kapitala, temveč se moramo tudi vprašati, kakšni so učinki teh trenutnih ukrepov, načinov, kako ščitimo življenje v perspektivi 1, 2, morda tudi 10 let. Kajti etična presoja se nikoli ne veže samo na ta tukaj in zdaj, temveč tudi tisti potem in takrat. Kot posledice učinkov oziroma posledice dejanj, ki jih sprejemamo zdaj, kot posledice odločitev, ki smo jih sprejeli zdaj. Tukaj pa lahko hitro ugotovimo, in o tem se tudi vsi pogovarjamo, bolj ali manj, da odločitve, ki smo jih sprejeli, pravzaprav pomenijo vzpostavljanje novih kriz na ekonomski ravni, na socialni ravni, na politični ravni, na psihološki ravni in tako naprej. V tem smislu je spet specifika korona krize, ki se kaže v funkciji generatorja vseh klasičnih kriz. Ta kriza je neke vrste mati vseh kriz. Karkoli bomo naredili, nam bo povzročila nove krize, klasične krize, tiste, ki dejansko potem razdvajajo, ki postavljajo razlike. V tem smislu je recimo odločitev proti kapitalu lahko tudi manj etična. Manj etična, ker ne vemo, ali ne bo rigorozna zaustavitev kapitala v končni fazi za človekova življenja celo hujša in bolj nevarna kot odločitve, ki smo jih sprejeli zdaj v smislu zaščite neposrednega človekovega življenja. Tega ne bomo. Toda kljub spet tej nevednosti, kljub temu, da je izbira med človekom in kapitalom vse prej kot preprosta, ker je pač kapital del človeka, ker je kapital način, kako živimo, in ker lahko s tem kapitalom živimo celo relativno dobro, udobno. Kljub temu pa menim, da je bolje vendarle vztrajati pri tem, kar smo naredili zdaj. Tudi zaradi tega, ker je ta perspektiva vendarle bolj humana, predvsem zato, ker izpostavlja konstitutivno vrednost življenja in vse ostale konsekutivne vrednosti, izpeljane vrednosti postavlja na stranski tir. Skratka, postavlja se neka jasna hierarhija, ki ni nepomembna za človeka. Naslednje vprašanje, ki je povezano s tem, kaj storiti in kako to storiti, je vezan na nek dvojni spopad. Mi smo porinjeni spet proti naši volji v dvojni spopad. Po eni strani spopad, neposredni spopad, nekateri govorijo o vojni z virusom, po drugi strani pa kot posledica tega spopada, in ta je bistveno pomembnejši in bistveno bolj odločilen in tudi dolgoročen, je spopad človeka samim seboj. Skratka, ta virus, ukrepi, ki smo jih sprejeli, je povzročil to, ali pa nas je pahnil v spopad zoper nas same. Mi smo namreč soočeni se borimo z našimi lastnimi socialnimi instinkti. Premagati moramo našo lastno socialno naravo, svoj lastni družbeni nagon. Premagati moramo ali soočati se moramo z našimi lastnimi svoboščinami, našimi lastnimi predstavami, željami, interesi, z našo kulturo in družbenimi sistemi. Virus nas je pahnil v položaj, kjer se moramo soočiti, kjer moramo prevetriti, kjer moramo premisliti, presoditi to, kako živimo. Proti naši volji. Soočamo se z svoboščinami, vprašati se moramo, do katere mere svoboščine je smiselno ščititi in jih zagovarjati in od katere meje naprej, če ta obstaja, je bolje dati prednost konstitutivni vrednosti življenja in zanemariti recimo svoboščine. V
tem smislu je ta spopad morda celo ključen. Človek je, kot vemo, samemu sebi največji sovražnik in ta kriza nam najbolj neposredno kaže to, kako smo samemu sebi največji sovražnik. In virus, in tem njegova inteligentnost, nas je postavil natanko v ta frontalni boj zoper nas same, zoper našo lastno kulturo. In od nas dobesedno terja, da jo premislimo. Skratka, kakorkoli obračamo, stojimo pred tektonskimi spremembami in ne naša lastna pamet, ne naše kognitivne in tako naprej zmožnosti, ki jih vedno znova hvalimo znotraj naše racionalne kulture, temveč virus je tisti, ki nas je prisilil za to, da bomo morali, in to zdaj že počnemo, na novo premisliti, morda preurediti in osmisliti naše življenje. Preprosto zato, ker smo soočeni z nami sami. Prehajam za konec zelo na hitro samo še k zadnjima dvema vprašanjima. Kaj smemo upati? Prvič smemo upati to, da glede na izpostavljenost vrednote življenja, njegove konstitutivne vrednosti, skratka dejstva, da se konstitutivne vrednosti življenja danes zavedamo bolj, kot smo se kadarkoli prej, da zaradi tega lahko upamo na višjo mero občutljivosti postkoronskega človeka, če mu tako rečem, postkoronskega človeka, skratka višjo mero občutljivosti za odgovorna ravnanja, za sočutna ravnanja, za solidarna ravnanja, za višjo stopnjo povezanosti, za višjo mero občutljivosti za vse politične ideološke delitve, predvsem pa za višjo mero občutljivosti za življenje v vsej njegovi luminoznosti, življenje v vsej njegovi naravni raznovrstnosti in kulturni fascinantnosti. Hkrati lahko upamo tudi na to, da se bo spremenil naš občutek, naš odnos do narave. Ravno zaradi tega, ker se nam je narava skozi grožnjo smrti približala bolj kot v naših običajnih formah družbenega življenja, ravno zaradi tega nas ta situacija sili v prevrednotenje našega odnosa do narave. Ne gre za to, da ne bi vedeli in razumeli, da je narava za nas bolj pomembna kot marsikaj drugega, nas pa ta kriza neposredno sili v to, da spremenimo naš odnos do narave. Prav tako se seveda odpirajo, to je vezano na tisto dilemo človek in kapital, prav tako smo postavljeni pred vprašanje, pred možnost ponovnega premisleka, morda celo spremembe družbeno-ekonomskega sistema. Čeprav bo ta dimenzija, v katero marsikdo vendarle tudi polaga številno upanje, bo še najtežja zaradi kompleksnosti tega vprašanja. Vse to so določene upanja, skratka sprememba odnosa do narave, večja občutljivost, nova razvrstitev vrednot, jasneje bo potrebno konstitutivno vrednost življenja postaviti v ospredje in organizirati konsekutivne vrednote in jih razporediti. In če zaključim, glede na to, da počasi čas, ki mi je bil odmerjen, se mi izteka, in za zaključek zelo na kratko samo kaj lahko na podlagi teh treh vidikov, kaj lahko vemo o tej krizi, kaj lahko storimo, kaj bi bilo smiselno storiti in kaj smemo upati, kaj nam to govori o človeku. Nič novega, seveda. Nas pa ponovno opozarja na nekaj, kar smo morda pozabili v običajnih, normalnih razmerah. Tisto, kar vemo o človeku, kar nam seveda ta kriza o človeku govori, je najprej seveda to, da je človek dosti bolj ranljivo bitje, kot si to v običajnih okoliščinah predstavljamo. To je prvi vidik, o katerem se bomo verjetno še pogovarjali in nas bo bolj okupiral, kot nas je seveda doslej. Drugi vidik je razmerje med naravo in kulturo. Spet je v ozadju bližina narave, tudi naše telo, ki nas opozarja, da bomo morda morali na novo premisliti razmerje med kulturo in naravo. Narava nam je danes bližje kot kadarkoli prej. Virus nas je s to naravo povezal bolj kot kadarkoli prej, četudi je virus najprej nek sovražni element narave, tudi po drugi strani naša lastna narava, naša lastna telesnost prva kaže izhod. Seveda tukaj mislim seveda na spremenjen odnos do narave tudi s pričo okoljskih, podnebnih in vseh drugih problemov, ki jih dobro poznamo, pa jih doslej nismo reševali. Zdaj nam ta kriza omogoča, da se tega vprašanja razmerja kulture in narave lotimo nekoliko natančneje, s tem, da morda kulturo nekoliko bolj približamo naravi. Eno in drugo seveda ostaja različno, to je dejstvo. Čeprav je kultura možna samo znotraj narave in čeprav je kultura pravzaprav nenaravni element narave same, tako rečem. Ne govorim o nekem dualizmu, govorim samo o dveh različnih aspektih, ki sta vendarle za človeka zelo tipična. In še zadnji element, ki bi ga v zvezi z vprašanjem, kaj je človek izpostavil, je vidik tehnologije. Tehnologija, človek je seveda po naravi tudi tehnološko bitje oziroma tool-making animal od samega začetka. Le da danes uporabljamo nekoliko specifična orodja.
orodja informacijske tehnologije. In ta tool-making animal, kar smo mi vsi, ta tehnološki človek je danes spet postavljen proti naši volji, bolj v ospredje, kot je bil kadarkoli prej, in zna se zgoditi, da bo ta element igral pomembnejšo vlogo v prihodnosti. Ne nazadnje nas iz karantene ravno rešuje sodobna tehnologija. In tukaj bomo spet pred vprašanji, ker se bomo morali zelo pametno odločati, seveda v nekem širšem etičnem kontekstu, dokot je smiselno tehnologijo razvijati naprej. Brez nje namreč ne gre. Vemo, da se samo s tehnologijo pravzaprav lahko rešimo. Paradoksno lahko tehnologija, da tako rečem, reši vse težave, ki jih je razvoj tehnologije sam povzročil. Toda pri tem bomo morali biti pozorni, da ta razvoj tehnologije, ki je trenutno neizbežen, ne bo šel v smer zmanjšanja humanosti človeka. Da s tem zelo na kratko končam. In se opravičujem, ker sem moral zelo hiteti in nisem mogel nobene zadeve, ki je pomembna, razviti. Verjamem pa, da bo morda se deloma skozi vprašanja, ki jih boste zastavili, to možno. Hvala lepa. Hvala profesoru Šlaj. Zdaj res se opravičujem, čas nas malo preganja, zato tako hvala, ker ste nam uspeli marsikaj, se mi zdi, kar marsikaj povedati v teh minutah, ki so vam bile namenjene. Zdaj, mogoče, če omenim tukaj na tem mestu še, da če bi kdo recimo želel še neko vaše, mogoče malo bolj razširjeno mnenje prebrati, je profesor Šlaj ima svoj prispevek objavljen v Dnevniku Večer, da tam je mogoče tudi malo bolj na široko povedan, tako da tam lahko bomo mi tudi lajkali, naše društvo bo lajkali, povezavo prilepili zraven in to je to. Določene stvari so, določenih pa sploh ni. Ja. Deloma ampak je kar precej, bi rekla, kar precej zajeteno, tako da mislim, da je kar v redu tudi na splošno. Zdaj bi podprla debato, če so kakšna vprašanja. Prosim, kar če se javite. Ali pa kar unmutejte, prosim. Lahko tudi ne rečete v bistvu. Imamo kakšno vprašanje? Sicer imamo na Facebooku, kar sem ugotovila, imamo eno vprašanje, mogoče dajmo s tem začeti. In sicer ena kolegica sprašuje, gospod Šlaj, za katero rešitev bi se vi opredelili, če bi imeli izbiro? Na tisto pogumno varianto ali tisto strahopetno, samoizolacija in zaustavljeno javno življenje, ter zakaj? Lep pozdrav. Ja, ko sem obe primerjal, sem se pravzaprav že odločil, in sem v bistvu argumentiral v eno. Najprej sem dejal, da je na prvi pogled prva izbira socialdarwinistična, pogumna, na prvi pogled je izbira samoizolacije strahopetna. Namenoma sem takrat uporabil dikcijo na prvi pogled, zdaj ob tem vprašanju lahko to nekoliko natančneje opredelim. Prvo pravzaprav mislim, da je predrzno. Tisto, kar se na prvi pogled zdi pogumno, je lahko predrzno. Pomislite samo na korak Angležev. Angleži so najprej želeli iti v ta socialdarwinistični model hitre prekuženosti, pa so se hitro ustrašili in šli nazaj. Enako so hoteli tudi Američani. Švedi specifično, pa tudi zdaj si je parlament že oziroma vlada že izborila pristojnosti, da hitro odreagira brez pristojnosti parlamenta in sprejme strožje ukrepe, kar so nenazadnje tudi naredili. Seveda imajo bistveno večje število žrtev, skratka v večji meri eksperimentirajo z življenjem, kar je stališča etičnosti in humanosti popolnoma nesprejemljivo. Življenje nikoli ne morete dati na tehtnico in se igrati z življenjem, tudi če nekdo morda misli, da so najstarejši manj vredni, kar je še dodaten problem ali dodatna etično, bom rekel, povsem nesprejemljiva drža. Kajti če rečete, da so stari in onemogli, manj vredni, manj koristni, potem ste hitro začeli, potem ste se že podali na tanek led, ker boste prej ali slej soočeni s tem, da boste morali žrtvovati katero drugo, v nekem kontekstu manj koristno družbeno skupino. Zato je smiselno, da med ljudmi ne razlikujemo, ne med starimi, ne med mladimi, ne med takšnimi ali drugačnimi. V tem smislu bi seveda izbral, in to izbiro smo izbrali ali pa smo bili v to izbiro prisiljeni, to drugo na videz strahopetno, ki pa mislim, da je bolj pogumna zaradi tega, ker smo soočeni
ker smo dobesedno porinjeni v boj zoper nas sami. Človek se namreč, človek, kot rečeno, samemu sebi največji sovražnik, največ dela imamo tukaj, največ poguma je potrebnega, da premagaš samega sebe, da premagaš svoje lastne predsodke, da premagaš, bom rekel, nezadostnost svoje lastne kulture, nezadostnost lastnega ekonomskega, političnega in vseh drugih sistemov. In ta samoizolacija nas v večji meri sili, da v ta boj in ta pogoj je resnično pogumen, vstopimo. Zato mislim, da je ta ne samo boljša, temveč tudi pogumnejša in da je bila samo navidezno to strahopetna odločitev. Na prvi pogled strahopetna, dejansko je pa pogumnejša. Sami veste, da glede na to, da smo v samoizolaciji, da je potrebno marsikaj narediti, da te nove okoliščine sprejmemo, hkrati pa nas sili k neke vrste, recimo nečijansko, prevrednotenju vrednot, ali pa restituiranju, drugačni razvrstitvi. No, če ima še kdo tukaj na Zoomu kakšno vprašanje? Jaz sem eno vprašanje. Mislim, jaz se z vami zelo strinjam, profesor, ampak imam čisto vprašanje pač iz, ko bi rekel, filozofsko-etično, v smislu, če lahko eksplicirate, kaj bi bilo narobe, naprimer v kakšni Ameriki, kjer je pač zdravstvo plačljivo in si lahko neki respirator privošči samo tisti, ki vam pač dosti denarja. Pač kako bi vi kako bi se neko temeljno etično teorijo prepričali nekoga, ki je pač popolni etični skeptik, ampak kljub temu razumno bitje, da pač to ni v redu, da pač bi mogli imeti vsi na voljo respirator, ne glede na to, koliko ima nekdo denarja in sredstev. Ja, to je najprej seveda naloga ameriških etikov, filozofov in kulturnikov, da se soočijo s sistemom, ki je vse prej kot vse za naše evropske načine razumevanja humanosti sprejemljiv. Glede na to, da Amerika, kot vemo, nikoli ni poskrbela za splošno socialno zavarovanje, pustimo zdaj Obamacare ob strani, tega je deloma Trump že suspendiral. Prvo vprašanje je, ki bi ga moral že na sistemski ravni, bi ga morala politika urediti oziroma ga uresničiti, to je splošno socialno zavarovanje za vse. To, da je respiratorjev manj na voljo, to je vprašanje, s katerim se soočajo pravzaprav vse države. Če bi šli v ta če bi se prepustili socialdarvinistični strategiji, potem hitro lahko pride do kolapsa zdravstvenega sistema, kar smo imeli možnost opazovati, zaskrbljenosti opazovati v Italiji, Španiji in nazadnje tudi v New Yorku. In noben zdravstveni sistem pravzaprav ne premore zadostnega števila respiratorjev, da bi v kritičnih razmerah, do katerih je v teh primerih prišlo, lahko bil vsak deležen respiratorja. Tukaj potem prihaja dejansko do skoraj nemogočih odločitev in triažnih postopkov, ki se jih vsi zdravniki seveda zelo bojijo, ker teoretično lahko pride do situacije, kjer se mora zdravnik odločati, ali bo dal respirator osebi A ali osebi B. Etično odločitev v tem je izjemno težka, načeloma ne bi smeli razlikovati spet med starim in mladim, žensko, moškim, otrokom in tako naprej, bogatim ali revnim, temveč tukaj odločitev tam, kjer so večje možnosti za ozdravitev. To je potem strokovna odločitev zdravnika, tam, kjer obstaja večja možnost za ozdravitev, ne glede na to, za koga gre, bi moral dobiti respirator, tam, kjer je manjša možnost, ne. To bi bilo etično morda, čeprav so te odločitve izjemno težke, temeljiti pa morajo predvsem na strokovni, kolikor je seveda možno, da je ta strokovna odločitev jasna in nedvoumna. Če jo je možno postaviti, potem je na podlagi tega možno triažirati, deliti, se odločati med A in B. Sicer pa ne. Če ima še kdo, mogoče kakšno vprašanje? Če je možnost, jaz bi profesoru sestavila eno vprašanje. Ali je izbira, pred katero nas je korona v tem momentu postavila, svoboda ali zdravje, pravzaprav ena lažna dilema ali nekaj, kjer je zdaj 2 meseca potem nekaj, kjer je resno postavljeno pred nas in z etičnog vidika me zanima, kako to komentirate zdaj 6 tedana kasneje.
Ali je to neka lažna dilema, ker naprimer zdaj v tem momentu veliko, navrnula bi se na ta nova nemška istraživanja, katera govorijo o tem, da mogoče vse to, ker smo znali, to jest pa nismo znali o tem virusu, mogoče več ne obstaja in se zdaj eno aktualno vprašanje ta poslednja 2 ali 3 dneva med intelektualcima diljem Evrope je pravzaprav, a če nam je zdravje pomembnije od svobode, mogoče nam je onda boljše, da več ne gremo van doma naprej. Pa me zanima neki vaš komentar na to, ne? Ja, sicer te izbire, o kateri sam govoril, nisem poimenoval na način, kot ste to storili vi, dejansko pa je mogoče odločitve, pred katerimi se nahajamo, oziroma smo se nahajali in smo se že odločili imenovati tudi z odločitvijo med svobodo in življenjem ali pa svobodo in zdravjem, čeprav je zdravje samo en aspekt življenja, ki življenje ščiti oziroma zagotavlja neko višjo stopnjo možnosti njegovega preživetja. Zdaj sami sprašujete, če je ta izbira, če jo sprejmemo kot smiselno med zdravjem oziroma med svobodo in zdravjem, lažna izbira, na nek način je ta izbira lažna, ja, bi rekel. V ozadju je vprašanje, s katerim se tudi naša javnost ukvarja in to razmeroma, bi rekel, žolčno, namreč poseg v človekove svoboščine in pravice. Svobodo namreč mislimo svobodo gibanja, ob katero smo bili zdaj postavljeni, ki nam je bila proti naši volji, kajti o tem nismo sami odločali, vzeta. Ne moremo se gibati dlje od meja naših občin, naj bi ostali praviloma znotraj naših domov, kar je eklatanten poseg v pravico svobodnega gibanja. Postavlja se seveda vprašanje, to vprašanje je bilo še bolj žolčno diskutirano, ali se moramo odpovedati tudi pravicam zasebnosti, skratka, eni izmed temeljnih svoboščin človeka. Je to povezano, skratka, gre za vprašanje, kolikšni meri restriktivni ukrepi, ki so vezani na samoizolacijo, pomenijo suspens človekovih pravic, zasebnosti, svoboščin in podobno. Zdaj, zakaj pravim, da je ta izbira lažna? Mislim, zaradi tega, ker se ob vseh teh debatah, ki ne potekajo samo pri nas na tej ravni, temveč tudi v tujini, zlasti podrobno spremljam Nemčijo, ki mi je zaradi čisto osebnih in družinskih kontekstov bližja, povsod se namreč to vprašanje postavlja v prvo vrsto. Kot rečeno, napačna oziroma lažna je ta izbira zato, menim, to je lahko stvar diskusije, ker smo preveč vpeti v ta atomistični kontekst, atomiziran kontekst razumevanja svoboščin in pravic. Kot da je svoboščina nekaj, kar je strogo omejeno samo na osebo A, B, C, name ali na kogarkoli od vas. Pozabljamo pa, da je, rekel, nedotakljivo svoboščin, če recimo zagovarjamo to, da morajo biti svoboščine, pravice in svoboda v širšem kontekstu nekaj nedotakljivega in da ne smemo tega podrediti nobenim restriktivnim ukrepom, če tudi je v ozadju teh ukrepov zaščita življenja, opozarjam na to, da je to tvegana odločitev preprosto zaradi tega, ker v tem primeru zastopamo svoboščine, pravice in svobodo posameznika, hkrati pa na drugi strani ogrožamo svoboščine, pravice in svobodo celotne skupnosti. Zakaj? Vemo namreč, da je en sam neodgovoren posameznik, ki se mu da, ki se mu dovoli, da svoje pravice živi naprej, tako kot jih doslej, en sam posameznik zaradi neodgovornega ravnanja lahko okuži 3, 4, 5 novih. To se potem eksponentno širi naprej. Vemo, da v povprečju s koronavirusom okužena oseba okuži 3 do 4 nove osebe. To seveda lahko potem pomeni zamik, restriktivnih ukrepov za en teden. Lahko si predstavljate, čez en teden vlada odloča o tem, ali bo sprostila ukrepe ali ne. To, da zaradi 2, 3 neodgovornih oseb, ki okužijo nove, je številka ali pa prirast novih okuženih tako velik, 10, 20, 30, presega neko mejo, ki si jo vlada postavila, zaradi česar se sprostitveni ukrepi ne sprožijo. Kar pomeni en teden daljša karanteno, kar pomeni en teden podaljšanje zaustavitve številnih gospodarskih sektorjev, kar pomeni toliko in toliko milijon izgube, kar pomeni toliko in toliko psihičnih zlomov, zaradi tega, ker smo soočeni s psihološko vojno zoper nas same, ujeti v te zidove in tako naprej. Skratka, s tem, ko stavimo na svoboščine posameznika,
preveč tvegamo izgubo svoboščin vseh ostalih. Skratka, tisti, ki zagovarja svoboščino posameznika, tvega, da bo grozil svoboščine vseh drugih. Tudi jaz imam svoboščine, tudi vi imate svoboščine, ki vam bodo kratene, če bo zaradi 2-3 neodgovornih posameznikov podaljšana karantena. Tu je treba dati na tehtnico svoboščine celotne populacije. Ne smemo gledati samo svoboščine enih. Ne smemo gledati samo svobode ene osebe, atomizirano, kar vedno znova počnemo, temveč se pogovarjati o svobodi in svoboščinah vseh nas skupaj. In kaj pomeni zloraba ene svoboščine potem za svoboščine drugih in nas kot celote. Zato mislim, da je to napačna izbira. Hkrati pa seveda smo, o čemer sem prej govoril, sam si prizadevam za to, da vzpostavimo bolj jasno in transparentno razmerje med temeljnimi konstitutivnimi vrednotami, in to je življenje, zdravje in tako naprej, in pa konsekutivnimi izpeljanimi vrednotami in svoboda in svoboščine, pravice so pravzaprav temeljna konsekutivna vrednota naše kulture. Temeljna, zelo pomembna, tudi ko pride do soočenja, ko se razlika med življenjem in smrtjo zmanjša, se mi pa zdi smiselno in tudi etično povsem odgovorno, da damo začasno in nadzorovano določene konsekutivne vrednote v drugi plan. To, kar so recimo naredili tudi Južnokorejci in številni drugi z temi znamenitimi tracing apps, zasledovalnimi appi. To je začasno in nadzorovano, bi rekel, lahko etično sprejemljivo. Seveda v posameznih kontekstih je treba potem preveriti, kaj to pomeni konkretno, ampak mislim, da je treba svoboščine pravice posameznika dati v drugi plan, ko gre za življenja vseh nas in za pravice in svoboščine vseh nas. Hvala lepa. Zdaj tukaj smo dobili še vprašanje profesora Andreja Uleta. In sicer, kaj zajema zaščita življenja? Zdi se, da se virus širi tudi nazaj na živali. Predpostavljam, da bo šlo dlje. Ali ni potrebno pošteno revidirati naš grebatorski odnos do življenja, zlasti do živali? Ja, hvala Andrej tudi za to vprašanje. Kot rečeno, zelo sem hitel, ampak vendarle sem na koncu izpostavil to, da v kontekstu, kaj smemo upati, in kaj človek, da bo to verjetno od nas, vseh nas zahtevalo tudi, da oblikujemo drugačno razmerje do narave. Seveda tudi to, da se virus iz živali širi na človeka in človeka nazaj na živali in tako naprej, nas vse skupaj postavlja v enovitejšo območje življenja z manj izrazitimi in ostrimi razlikami, kot smo jih bili pripravljeni oziroma kot smo jih doslej vlekli. V tem smislu prav gotovo. In če tega ne bomo naredili, smo pravzaprav vzpostavljamo dolgoročne situacije, kjer se bo vedno znova dogajalo nekaj takega, s čimer smo soočeni zdaj. V vsakem primeru bo potrebno to razmerje do živali, do narave nasploh, na nek način vpeti v sam model kulture, znotraj katere smo. In naša kultura je še vedno izrazito antropocentrična. O tem ne bi zdaj na dolgo široko govoril. To, kar nismo naredili v pričo okoljske in klimatske grožnje, bomo morda prisiljeni narediti zdaj, ko se neposredno bojimo zaradi heuristike strahu ob izgubi našega lastnega življenja. Edino, kar bi tukaj dodal, morda smo še vedno premalo ogroženi, ravno zaradi tega, ker je smrtnost ni malo, ravno zaradi tega, ker vzbuja ta virus občutek nenevarnosti, ker ga številni prebolijo brez slehernih simptomov in ta funkcija telesnega subjekta ne bo tako močna, da bi nas premaknila, da bi nas predramila. Številni še omalovažujejo, zmanjšujejo nevarnost tega virusa. Čeprav vsi strokovnjaki so bolj ali manj edini, da je izjemno nevaren, neprimerno bolj, kot si večina to predstavlja. Skratka, tukaj po eni strani moramo narediti to, kar sam predlagaš in se s tem globoko strinjam, po drugi strani se pa malo bojim, da ta količina strahu, vloga telesa kot subjekta pri večini še ni na delu do te mere, da bi nas prisilila, da bi bolj odločno v to smer vstopili. Na globalni ravni pa vendarle obstaja dovolj spodbud, dovolj razmislekov, dovolj groženj, da bi, če smo dovolj pametni, to je vedno ta velika neznanka pri ljudeh, da bi to vendarle morali storiti in da je zdaj morda prava priložnost, kot je to zmeraj v krizah, da v tej smeri gremo. Hvala lepa. Tukaj vidim še eno vprašanje. Lahko kar Marko. Ja. Halo, se slišimo? Jaz vprašanje ne slišim.
Ne vem. Lahko pa tudi Magar napišete, ker vidim, da je tle bilo sporočilo. Se Razen je če ga zdelo, kdo da drug, hoče postaviti vprašanje. razen če ga je kdo drug slišal, pa mi ga lahko povzame. Marjan, izvoli, če ti lahko vskočiš. Ja, bi vskočil. Zelo zanimivo predavanje, čeprav je res, da marsičesa nisem dobro razumel. Moja krivda, ker sem preveč hitel. Ja, bi pa izpostavil pač tisto točko, kjer najbolj ne vem, kako naj to razumem. Namreč izpostavil si, da gre za veliko odločitev, ali zaščititi življenje ali ne. Jaz sem sam imel občutek, da so pravzaprav vsi poskušajo zaščititi življenje, s tem, da različno ocenjujejo, zakaj sploh gre, in različno ocenjujejo, kako lahko zaščitimo življenje. In zlasti, če gledamo pač ta statistična življenja, se pravi vsa tista življenja, ki bodo žrtvovana zaradi te izolacije. Tudi to izolacijo sam vidim drugače. Jaz vidim poštarja, jaz vidim prodajalko, jaz vidim cel kup ljudi, ki niso izolirani zato, da sem jaz lahko izoliran. Se pravi, da to ni taka absolutna izolacija, ampak cel svet še deluje naprej, da smo mi lahko v izolaciji. In vidim tiste ljudi, pač moj poštar se mi zdi največji heroj. Čeprav nihče ga ne opazi. Po drugi strani pa si rekel, zaščititi najbolj ranljive. Jaz imam občutek, da pravzaprav v nobeni državi niso uspeli zaščititi najbolj ranljive. In sem presenečen, da se tudi skoraj v nobeni državi zelo s tem ne ukvarjajo. Pač najbolj ranljivi so v domu starostnikov, tam je največ žrtev in pravzaprav ne samo pri nas, ampak tudi drugod ne vidim kakšnih pametnih, inovativnih ukrepov. Enostavno ljudi se tam pusti in to je zaščita. Tako da se mi zdi, da ta ideja, da smo se potrudili zaščititi najbolj ranljive, da to je bolj neka načelni odgovor. Na konkretni ravni se mi zdi pa pravzaprav škandalozno, kako najbolj ranljive nismo zaščitili in jih niti zdaj ne zaščitimo, ampak jih pustimo tam in se pač bolezen tam mirno širi. Marjan, mislim, da se strinjamo bolj ali manj vsem. Tisto, kar je zdaj rekel, razlog nerazumevanja je morda v mojem hitenju. Ampak kar se tiče, če grem po vrsti, zaščititi življenje ali ne, tukaj sem jasno povedal, morda sem bil zelo hiter, tu smo se vsi odločili, soglasno odločili na globalni ravni, da zaščitimo življenje. Ne gre za vprašanje, ali zaščititi življenje ali ne zaščititi. Tukaj ni dileme. To je edino, kar vemo. Vsi smo se odločili, da ga zaščitimo, edino neznanka je, kako to storiti. Tukaj je glavni problem. Tudi to, kar praviš, da so nekateri zunaj, to je jasno. Tega nisem izpostavil, ker preprosto ni časa, kot tudi marsičesa drugega nisem. Zato, da je večina, da se eni izoliramo, ali pa da je večina izoliranih, se mora manjšina eksponirati. To je dejstvo. Zato, da se lahko mi tukaj pogovarjamo, mora biti neka manjšina eksponirana, zato da temeljni vzvodi življenja, javnega življenja funkcionirajo do te mere, da lahko živimo, da lahko jemo, da se lahko prehranjujemo in tako naprej. To tudi glede tega se strinjamo, tega nisem poudarjal, ker je pač časa premalo. Kar se tiče zaščite najranljivejših, govoril sem o načelni ravni, ker sem na začetku povedal, da bom govoril o načelni ravni. Kakor hitro se nam začnemo pogovarjati o praktični, rabimo še več časa. In tukaj se s tabo povsem strinjam, da je škandalozno, da natanko tega, kar smo si najprej zadali za glavno nalogo, da bomo ob vsem tem, kar počnemo, ob vsej izolaciji posebej skrbeli in bedeli na tem, da bodo zaščiteni najbolj ranljivi, pa nam to ni uspelo. To je tudi zame eden izmed porazov tega soočenja z krizo, kateri smo. Je pa res, da to, kar se dogaja v naših 2-3 domovih, vendarle ne bi posploševal. Mislim, da je pri nas 101 ali pa nekaj čez 100 domov za starejše občane in da se je to zgodilo v 3-4. Zakaj je prišel virus noter, ne vemo, vemo pa, da je v tej kužnici to možno. Vem pa tudi, da se to dogaja tudi v tujini in da imajo te težave povsod. Ali bi lahko to storili bolje? Prepričan sem, da bi lahko bili. Ampak glede na to, da je situacija nova, povsem nova za vse nas in da smo bili iz danes na jutri dobesedno prisiljeni vstopiti vanjo in se hitro odločati, je jasno, da so bile storjene povsod, ne samo pri nas, določene napake, ki jih morda, če bi imeli več časa in več izkušenj, ne bi storili. To je šola za drugo
drug zmik ali pa drugo epidemijo, ki nas po napovedih virologov čaka. Smo na žerjavici in dokler ne bo prekuženosti, dokler ne bo cepiva, se bo ta virus pojavil, verjetno v jeseni že. Tako da s tem nismo ničesar opravili, če se zdaj zmanjšuje vse to število okuženih in mrtvih. Verjetno nas čaka v jeseni, po zimi še en izbruh, ki je lahko celo hujši. Bomo pa takrat, vsaj to je pozitivna plat, bolj pripravljeni, imeli več izkušenj in morda bolj usklajeno, kot sedaj delovali, ne samo pri nas, temveč povsod na svetu. Hvala. Ja, zdaj smo ugotovili, je profesor Marko Uršič z nami in bom prebrala še njegovo vprašanje. In sicer pravi, da nima mikrofona pa kamere, bi se vam rad zahvalil za zelo dobro predavanje, precizno vprašanje, smiselne odgovore. Tako rekoč z vsem, kar si rekel, se strinjam. Lep pozdrav, Marko Uršič. Ja, zdaj, če imamo še kakšno vprašanje, imamo sicer še eno vprašanje z Facebooka. Lahko jaz nekaj vprašam? Prosim. Meni, Borut, bilo je res zanimivo in lepo predavanje, hvala ti. Ampak meni se je zdelo, da si bil morda malce preveč, kako bi rekel, etično, kantovsko optimističen. Bom poskušal pojasniti. Praviš, da nekako razlika med biti in ne biti še nikoli ni bila manjša, zaradi koronavirusa. Pri tem sem se spomnil italijanskega filozofa Gambena, ki je rekel, zelo pesimističen, govori o tem strahu in paniki, v kateri smo se znašli in v kateri gre, kot pravi, samo še zato, da verjamemo v golo življenje. Se pravi, verjeti v golo življenje pa v končni fazi preprosto pomeni verjeti v svoje lastno preživetje. Se pravi, po njegovi oceni, seveda se lahko z njim ne strinjamo, pravzaprav živimo življenja, v katerih nam je lastna eksistenca postala, bi rekel, edino vodilo. Zdaj, če nam je lastna eksistenca in preživetje dejansko naših življenj ostalo kot golo vodilo, bi to impliciralo neko popolnoma neetično držo. To bi pomenilo seveda izključno neko sebično delovanje, kjer smo prisiljeni ravnati egoistično in zanemariti vse druge. In zdaj v taki situaciji so po mojem mnenju možnosti etike manjše. Se pravi, vsak etični, kantovski, deontološki, ne vem kakšen poziv, je nekako manj verodostojen. Poziv k temu, da pomagamo ranljivim, je sploh nenavaden, ker smo pravzaprav zelo omejeni v tem, da bi pomagali drugim. Pravzaprav nas naša vlada vsak teden pohvali, da smo bili zelo pridni, ker smo bili doma v karanteni in smo s tem reševali življenja. Mi rešujemo svoje življenje z lastno pasivnostjo, s tem, da se zadržujemo v svojih prostorih. Skratka, želim povedati, da če je ta pogled pravi, da gre dejansko na tej individualni ravni večini za zgolj lastno preživetje, če skratka ta Agamenov pogled pravi, potem tukaj neke hude možnosti za etiko ni. Tu je pravzaprav možnost samo še za darvinizem. Gre samo za to, da smo zelo posredno etični, v nekem zelo posrednem smislu etični do drugih, s tem, da se zdržimo kontakta do drugih, s tem, da se zadržujemo v karanteni. Skratka, odkot ta tvoj etični optimizem, recimo? Ja, praviš, da sem optimist. Morda to ni čist prava opredelitev tega, kar počnem. Sam bi rekel, da sem realist, ampak recimo, da si zaznal, in to ni povsem napačno, določene vidike, poteze optimizma. Zdaj omenjaš Agambena. To, kar praviš, bi držalo, tudi sam si to izpostavil, če to, kar on pravi, drži. Skratka, da smo zdaj vsi potisnjeni v neko vlogo
borcev za lastno preživetje v neko radikalno egoistično pozicijo, že itak smo del neke perverzne selfie kulture, že dlje časa, in tudi to bi se na nek način še dodatno umestilo glede na grožnje, ki smo jim postavljeni v to selfie kulturo. Skratka, vsak skuša najprej poskrbeti zase. Zdaj mislim, da je lahko bi mu seveda rekli potem, ne bom rekel, da je to pesimistično gledanje, bom rekel raje, da gre za bolj redukcionistično gledanje. Težko bi rekel, da je to edino, kar lahko rečemo o tem, kar se trenutno dogaja. Ljudje nikakor niso zdaj vsi postali egoisti. Jasno, da takrat, ko gre za življenje, poskrbimo zase. Tisto, kar je recimo prej dejal Marjan, o čemer so se pol pogovarjala, to, da se vsi mi za 4 zidovi občasno borimo tudi za lastno preživetje in tako naprej, kar počnemo, kar je popolnoma legitimno in kar tudi nič narobe, glede na to, da je v ozadju tudi telo, ki se bori za samega sebe. To je vendarle vpeto v nek širši okvir, kjer vsak od nas, nekateri pa, ki smo jih z Marjanom izpostavljala, pa se eksponirajo za to, da mi lahko nekoliko bolj razbremenjeni neposrednih groženj lahko skrbimo za lastno preživetje. Hkrati pa te ljudi tudi občudujemo. Ne bom omenjal vseh teh hvalnic, ki jih posod na spletu zdaj vidimo na račun ljudi, ki se borijo za naša življenja, zdravniki, prodajalci, poščari in tako naprej. Gre za eno večjo skupino ljudi, čeprav je manjšina, pa vendarle so eksponirani zato, da sistem vzdržujemo. Hkrati do njih mi čutimo hvaležnost. Ne gre samo za naš osebni boj, temveč smo hkrati hvaležni tem ljudem. To je tista dimenzija, ki sem prej na začetku omenjal, da smo na nek način danes skozi sočutje, skozi skupni strah med sabo bolj povezani. Da nas seveda v prvi vrsti skrbi lastno preživetje, ampak prej sem dejal, da ta grožnja vendarle ni tako velika, kot se zdi, kajti smrtnost je v končni fazi relativno nizka. Ampak vendarle, kljub temu čutimo, skrbimo za življenje, smo v veliki meri hvaležni vsem, ki se trudijo za nas, in ta hvaležnost, to sočutje, ta pripadnost in solidarnost, ki jo izkazujemo, je nekaj, kar vendarle kaže, da ljudje niso samo egoisti. Jaz ne delam nobenih iluzij, preko sem govoril o upanjih, da bo postkoronski človek, kot sem ga optimistično, morda si to mislil, imenoval, da bo z njim izginila sebičnost, egoizem, da bo izginila nepravičnost in tako naprej. Verjamem pa, da ravno zaradi teh groženj, s katerimi smo bili soočeni, ravno zaradi težav načina življenja, v katerega smo bili pahnjeni, ta človek, postkoronski človek, morda vendarle lahko izkazuje višjo mero občutljivosti za sebična ravnanja, za egoistična ravnanja, za nepravična ravnanja in tako naprej, in da bo manj prizanesljiv kot doslej za to selfie kulturo, ki smo ji zaradi načina konzumov, zapriseženega načina izpostavljeni. Zato ne bom rekel, da sem optimist, skušam upoštevati različne elemente. Da se borimo za svoje življenje, drži, tudi hkrati smo med sabo vendarle bolj povezani, se med sabo pogovarjamo, iščemo skupne rešitve in verjamemo v nekaj, skratka v to, da lahko pridemo iz te krize morda nekoliko pametnejši. To možnost imamo, zagotovila pa seveda ni nobenega, prav gotovo ne. Tudi že samo upanje, že sam boj, ki smo mu izpostavljeni, in vsi skupaj že s tem, da se tukaj pogovarjamo med sabo, kaže to, sam boj vliva upanje. Pesimizem bi nastopil takrat, ko se več med sabo ne bi pogovarjali, ko ne bi uporabljali informacijske tehnologije za to, da iščemo neke rešitve, temveč bi dejansko vsak na svojem vrtu samo gledal, kako bo preživel. To bi bilo bolj zaskrbljujoče. Sem pa vesel, da tako daleč še nismo, in upam, da tako daleč vendarle ne bomo prišli. Hvala lepa. Zdaj, jaz bi prebrala tukaj še vprašanje z Facebooka, ki se v bistvu navezuje na vprašanje profesorja Vizjaka. In sicer Erik Sancin sprašuje glede socialdeterminizma in evgenike. Koliko se tanjša meja med tema dvema v obdobju pandemije brez koronavirusa? Menite, da obstaja točka brez vrnitve? Večkrat se je omenjalo, da bodo raje zdravili mlajšega kot starejšega. Koliko smo blizu tega? Zadnji del nisem razumel, da bi dali zdravila. Ja, večkrat se je omenjalo, da bi raje zdravili mlajšega kot starejšega. Zdaj ne vem, kdo to omenja, bom na vse odgovoril. Prej ko sem govoril o triaži in tako naprej, sem rekel, da je edino, kar je etično sprejemljivo, in zdravniki to vedo. Tudi Komisija za medicinsko etiko je ta priporočila zdravnikom poslala, ker so nas potem spraševali, da ne smemo ločevati med mladimi in starimi, temveč če kaj, potem
večja ali manjša možnost preživetja. Tam, kjer je večja možnost preživetja, ne glede na starost in tako naprej, socialni status in druge karakteristike in razlike med ljudmi, je treba dati prednost tam tistemu, kjer je možnost preživetja večja. Skratka, spet je v ozadju preživetje ali pa vrednota življenja. Kar se tiče nevarnosti zmanjšanja razlike med življenjem in smrtjo, vprašanje evgenike in tako naprej, to je drugo vprašanje, je pa s tem seveda povezano. Lahko, da bo človek zaradi vseh groženj, čisto na genetski ravni skušal oblikovati nek genom, ki bo v prihodnosti bolj odporen na te viruse. Teoretično je to možno in v to smer bomo šli. Ta kreacionizem ali pa evgenika je seveda povezana s številnimi vprašanji, številnimi etičnimi problemi. Jaz se v tem trenutku ne bi upal odgovarjati natančno na to vprašanje. Sem pa tukaj zelo skeptičen, temveč previden in zadržan. Vem, česa je tehnologija zmožna, vem, da bomo v smer čedalje večje tehnologizacije življenja šla, tudi v možni smeri evgenike, čeprav se vsi tisti, ki se z etiko ukvarjamo, temu skušamo izogniti in svarimo pred tem. Pa vendarle, če bo do tega prišlo, bo to, kar se etike tiče, povzročilo bistveno več novih težav, zlasti na etični ravni, splošno humani ravni, kot bi pa evgenika višjo odpornost človeka pomenila ali doprinesla dobrega za človeštvo. Preprosto zaradi tega, ne zaradi tega, ker bi bilo slabo biti odporen na virus, temveč zaradi tega, ker se evgenika kot projekt optimizacije človekovega zdravja in genoma ne bi ustavila pri odpornosti proti posameznim virusom, temveč gre de facto za poskus optimizacije človeka na vseh ravneh. Potem bi pa morali imeti jasne odgovore na to, kaj človek je, kaj si želimo, kakšnega človeka si želimo. Tukaj pa hitro pride potem do hudih zlorab in velikih nevarnosti. Hvala lepa. Zdaj, če imamo še kakšno vprašanje. Ja, jaz bi nekaj vprašal. Ja, se opravičujem, ja. Jaz imam mogoče malo bolj polemično vprašanje in sicer me zanima, trdite, da je družba združena v želji ohraniti življenje in pač res je, da se države v legalnem smislu vse odločile za ukrepe, ki si za to prizadevajo pač v večji ali manjši meri. Zanima me pa, kako si v kontekstu pač te ideje, da moramo zaščititi življenje, razlagate ideje nekaterih politikov v Ameriki. Med drugimi se s to idejo spogleduje tudi Trump, pač, da bi se starejši ljudje žrtvovali ter da bi ljudje šli nazaj na delo in tako rešili ekonomijo. Pač delno posledično so se zaradi teh idej tudi pojavili razni širši protesti s strani ljudi, ki kljub vedno hujši krizi silijo nazaj na delo ter ignorirajo varnostne ukrepe. Tako rekel, res mislite, da je smiselno na to odgovarjati, ne? Na Trumpova priporočila in tako naprej, pa ne samo njega. Verjetno Trump ni edini, ki meni, da bi bilo verjetno s takšnimi drugačnimi računicami smiselno žrtvovati najbolj izpostavljeno, najbolj ranljivo skupino. Seveda ni smiselno, ampak mislim, da je pač veliko ljudi takih, ki zdaj zaradi njega tako misli. Oziroma ne zaradi njega, ker ni on, ki je začel to idejo, ampak pač so bili nekateri drugi politiki. Ja, v bistvu gre za temeljno socialno-demokratično idejo, volje do moči in tako naprej, hitre prekuženosti. Tisto, kar sem že prej povedal, bi se še enkrat izpostavil. Problema je več, ampak izpostavil bo dva. Prvi problem je ta, seveda, da skušamo v neki kritični situaciji žrtvovati določeno populacijo ljudi. To je prvo, kar je nesprejemljivo. Kajti, če žrtvujemo v tem primeru tiste, za katere mislimo, da so manj koristni, bomo potem v vsaki situaciji vedno znova lahko žrtvovali posamezne skupine ljudi, za katere se bomo pač odločili, da so v tisti situaciji najbolj pogrešljivi. Tehtati življenja je nekaj, kar je naša kultura in tem je vendarle nekaj velikega v tej kulturi, ki rečemo humana kultura, že dosegla, je nesprejemljivo. Ker nas postavi potem pred nove priložnosti, ki bomo vedno znova lahko žrtvovali osebo A, zato da ohranimo osebo B. In si pri tem izmišljali vse mogoče razloge, zakaj je ena oseba bolj koristna, bolj potrebna, manj pogrešljiva ali bolj pogrešljiva kot druga.
Drug problem, ki ga nakratko samo omenjam, vseh ne bom, zaradi časovne stiske, je ta, da tudi ta strategija nekega brutalnega socialdarvinizma ne pomeni zaščite drugih ljudi. Tudi to sem v predavanju že izpostavil. S tem, ko omogočimo javno življenje, bolj ali manj nedotaknjeno, in skušamo zaščititi samo stare, kolikor je pa to možno, in ugotovili smo že, da tudi teh ni mogoče 100% zaščititi, s tem pravzaprav ogrožamo tudi vse ostale. Pomemben vidik je tukaj neznani virus. Ne vemo točno, ali bodo tisti, ki bodo virus preboleli, in če bi ga pustili, bom rekel, če bi se ne bi zoper njega borili skozi samoizolacijo, bi se v letu 2 prekužilo 70-80% ljudi. To, da ne vemo, zaradi tega, ker virusa ne poznamo, ali tudi pri prekuženih ne bo ta virus pustil dolgoročnih posledic. Kot rečeno, ena izmed raziskav kaže na bistveno oslabljeno funkcijo pljuč. Vse druge še ne poznamo. Poleg tega tudi mladi umirajo. Naj izpostavim, na Nizozemskem zanimivo je, polovica vseh obolelih na intenzivni negi mlajši kot 50 let. Zdaj, lahko rečemo, da tisti, ki je star 50 let, je tudi že star ali nepotreben in tako naprej. Skratka, sproža se kopica problemov, kopica novih tveganj. Zato pravim, v tem primeru tudi tukaj velja in dubio contra experimentum. V primeru dvoma ali ne vemo, ker ne poznamo virusa, kaj bi to pomenilo, kaj bi ta izbira, bolj svobodna izbira pomenila, je vendarle bolje biti proti eksperimentiranju s človeškimi življenji. In se ne sklicevati na takšna drugačna redukcionistična in poenostavljajoča opredeljevanja življenja, če obstaja boljše življenje, slabše življenje, bolj vredno, manj vredno, bolj koristno, manj koristno, in če je neko manj koristno, dajmo ga žrtvovati, zato da rešimo vse ostale. Zelo kratkovidno gledanje, za Trumpa seveda nikakor ne presenetljivo, žalostno bolje, da takšnim premislekom sledijo številni ljudje. Ampak vemo, neumnost je. Obstajata dve vrsti neskončnosti, če se smem sklicevati na koncu še na Einsteina, vsi dobro poznate, obstajata dve vrsti neskončnosti, ena neskončnost človeške neumnosti in neskončnost vesolja, in potem Einstein doda le glede druge, se nisem povsem prepričan, da je neskončnost vesolja vendarle resnična. Neskončnost človeške neumnosti pa je. To je tisto, kar mene vedno znova najbolj skrbi. Naša nespametnost, ko govorim o naši skupni nespametnosti in neumnosti, ki nas vedno znova po lastni krivdi pripelje v nevarne situacije, ki bi se jim lahko izognili, če bi ravnali pametneje. Hvala lepa. Imamo še eno vprašanje? Pač se z vami strinjam, želel sem izpostaviti, da namera zaščititi življenje mogoče ni povsod toliko jasna, ter da je taka kratkovidnost včasih bolj splošna, kot si mogoče mislimo. Kaj mislite na tak, da ni zaščita življenja toliko jasna? Pač s tem protesti in s to politično držo. Ja, recimo, zlasti glede odnosa oziroma vprašanja razmerja med življenjem in svoboščinami. Recimo tukaj se zdi, da obstaja nemajhen delež prebivalcev, ne samo pri nas, temveč povsod v tako imenovani zahodni civilizaciji, ki protestirajo zoper stroge ukrepe in ne gre toliko za življenje in tako naprej. Do tega dejansko prihaja, to sem povezal in to si razlagam, lahko da je ta razlaga ne najbolj ustrezna ali napačna, to si razlagam preprosto s podcenjevanjem virusa. Dejstva, da pač številni mislijo, če se zaveda z vprašanjem, kaj virus je, kaj vse je zmožen storiti, ne ukvarjajo, preprosto mislijo, da meni ta virus ne more storiti nič takega, zaradi česar bi bilo vredno celotno življenje postaviti na nek stand-by modus, ga dobesedno zaustaviti. To je tisto, kar sem rekel, dejansko se ne zavedamo nevarnosti tega, in če te nevarnosti ni, če je ne prepoznavamo, če jo ne čutimo, potem se nam zdijo te ukrepi nesorazmerni. In to je spet ena izmed težav, zato je vaše vprašanje seveda smiselno in hvala zanj, da nas ta nesorazmernost preganja. V ozadju pa nevednost, ki ga vedno znova izpostavljam. Premalo vemo o tem virusu, ravno zaradi tega, ker premalo vemo, kroži toliko informacij, teorij zarote in tako naprej, kar marsikomu potem
predstavlja povod za to, da vendarle v tej nejasni situaciji bolj zaščiti tisto, kar imamo, svoboščine, pravice, kot pa da se pusti peljati ženega čez vodo in zaupati vladam, raznim vladam, posameznim korporacijam, ki nas želijo proti naši volji umestiti v nek položaj, preko katerega nas bodo pozneje lahko nadzirali z tehnologijami in tako naprej, ne? In nam dolgoročno odvzeli svoboščine, pravice ali svobodo v širšem kontekstu. To je tisto, ne vedno se v ozadju, bi rekel. Hvala. Ja, hvala lepa. Ja, če še mogoče za eno vprašanje. Ja, ampak zelo na hitro, prosim, ker imam tukaj še na Facebooku je še nekaj. Okay, mislim, jaz bi rad izpostavil to, da naprimer znanstvenikom je že uspel pomladiti železo ščitnico, ki je ključna železa imunskega sistema. In zdaj me zanima, ker ste omenili pri prejšnjem vprašanju glede eugenike, da je ta ideja človeštva. Jaz sem to razumel kot da je pač ideja nekega naravnega človeka nek poseben ideal, ampak a je res ta tako vreden ideal, da lahko žrtvujemo realne ljudi za njega? Ker če bi inženirali, naprimer, imunski sistem v tem primeru, bi rešili zdaj številna življenja. In je to, da pustimo človeka v narekovajih naravnega, res bolj pomembno kot to, da resnične ljudi pustimo umreti za ta ideal? Ne vem, težko na to vprašanje odgovorim, ker se pogovarjamo za neki čisto abstraktni ravni. Načeloma je v dobro zaščite človekovega življenja možno narediti marsikaj, ne? Tukaj tehtamo potem, ne? In če vemo, kakšne so grožnje, kakšne so nevarnosti na drugi strani, če gremo v neko tehnološko optimizacijo človeka, če vemo, potem se lahko o tem natančno pogovarjamo. Dokler pa ne vemo, kakšne so tveganja, in zaenkrat ne vemo skoraj nič o možnih tveganjih, lahko jih samo predpostavljamo, pa vendarle se mi zdi bolj smiselno, vedno znova opozarjam na ta in dubio kontra eksperimentum. Je bolje z nekoliko več zadržkov sprejemati to, kot pa se slepo prepustiti neki novi možnosti in tvegati preveč. Da pa mi vedno znova žrtvujemo življenje za življenje, temu se pa preprosto ne moremo izogniti. Življenje je možno samo na račun življenja, to je jasno. Že ko se prehranjujemo, mi rabimo rastline, uničujemo rastline zato, da jemo, tudi če smo veganci, recimo. Življenje je možno samo na račun življenja, to je dejstvo, tudi znotraj socialnih in tako naprej družbenih skupin vedno znova. V končni fazi je potem vedno vprašanje samo, kakšne so tukaj nevarnosti, kakšna je dobrobit in kakšna je škoda, ki jo naredimo na drugi strani. In seveda to umestimo v nek širši humani kontekst. Mislim, da je nujno, če se želimo pogovarjati znotraj etike, misliti kompleksno in upoštevati številne ravni. Vedno znova pa tudi ne samo trenutno situacijo, izboljšavo te osebe v tem trenutku in v tem prostoru, temveč tudi, kaj bi to pomenilo za vse nas v drugih prostorih in v prihodnosti. Upoštevajo vse tisto, kar vemo in česar ne vemo. Tu se potem odpira prostor odgovornemu ravnanju, ki je seveda težko ravnanje, težko odločanje. Najlažje je zadeve poenostaviti, sprejeti neko redukcionistično načelo, zvesti vse skupaj na neko počelo in potem znotraj tega zelo poenostavljeno sklepati. Tam so sklepi in odločitve lahko zelo hitre, so pa takšni sklepi, ki izhajajo iz poenostavljenih situacij ali pa iz poenostavljenega razumevanja življenja, izjemno nevarni. In k temu smo ljudje seveda zelo nagnjeni. Tudi filozofi, ker radi poenostavljamo, skušamo zvesti na neko preprostost, da bi znotraj te preprostosti lahko sprejemali hitre, prepričljive odločitve. Znotraj etike, če hočemo delovati etično, si tega pač ne moremo privoščiti, ker je vse to bolj ali manj neodgovorno. Hvala. Jaz bi zdaj še prebrala od Gabi Raščič vprašanje, to je kolegica, ki sicer že prej zastavila vprašanje, in sicer pravi takole. Mogoče bi vas še tole vprašala. Glede na to, da vem, da ste proti evtanaziji, vendar ste prej omenili, da respirator dajemo tistim, ki imajo večjo možnost za preživetje. Verjetno se potem strinjate, da smo sedaj v situaciji, ko dejansko moramo izbirati, kdo bo umrl in kdo ne. Čeprav vem, to je tudi del pasivne evtanazije. Prvič nismo v situaciji, ko moramo izbirati. Torej pri nas gotovo ne, pri nas je dovolj respiratorjev, zdravniki do tega niso prišli, tudi če bi se dejansko to zgodilo, oziroma naj bi se dogajalo v Italiji. Ne vem, kako so se odločali, ne vem, na podlagi kakšnih kriterijev so se odločali, zaupam tudi italijanskim zdravnikom, da vedo, kaj delajo.
zavedajoč se, da je za vsakega zdravnika to izjemno težka odločitev, kaj ti pomeni potem to smrt. Ampak jaz tega z evtanazijo ali s pasivno evtanazijo ne bi primerjal. Tukaj gre za izredne razmere, ker smo prisiljeni to narediti. Ne zakon, ki nam to dopušča, temveč so okoliščine, v katerih moramo izbirati med tem, ali bomo pustili preživeti enega ali drugega. To je strašna odločitev in ne bi želel, da kdorkoli v tej odločitvi ali pa izpostavljen tej odločitvi primerja to z evtanazijo, pa mislim, da nima pravega smisla, kajti evtanazija je zakon, ki omogoča vsakemu posamezniku, da si s pomočjo zdravnika ali pa kompetentne osebe vzame življenje ali pa nekdo drug vzame življenje. Ni pa povsem nepovezana ta kriza s tem. Jaz bi celo rekel, da ta kriza bolj kaže na to, da je evtanazija ali pa sprejem evtanazije na zakonski ravni močno tvegana. Ravno ta dogodek zdaj kaže na to, da smo vsi skupaj vendarle postavili življenje pred vse ostale konsekutivne vrednote. Pri evtanaziji pa gre namreč ravno za nasprotje, ker so konsekutivne vrednote, ker je posameznikova čisto arbitrarna presoja kvalitete njegovega življenja postavljena nad konstitutivno vrednoto življenja in njegovega dostojanstva. In lahko na podlagi moje konsekutivne vrednostne strukture, moje lastne presoje, ali sem samemu sebi še pomemben, ali ima moje življenje še kakšno kvaliteto ali ne, lahko suspendiram pravno zaščiteno načelo zaščite in nedotakljivosti človekovega dostojanstva in življenja nasploh. Zdaj ravno kaže to nekaj drugega. Pa še nekaj bi opozoril, če želite vleči sporednice za evtanazijo. Dolgo časa se mi vedelo, Belgija je na prvem mestu najbolj ogroženih zaradi koronavirusa. Na prvem mestu trenutno. Nedaleč so tudi Nizozemska in Kanada. Kar kaže na spremenjen odnos teh držav do vrednosti življenja. In spremenjen odnos, na kar sem tudi sam opozarjal, do starejših in onemoglih. Kakor hitro sprejmete evtanazijo, se spremeni percepcija vrednotenja vseh starih, umirajočih in tako naprej. Skratka, avtomatično postanejo manj vredni skozi percepcijo vseh ostalih. Manj skrbimo za njih. Bolj smo popustljivi glede tega, bolj smo nagnjeni potem k tej strategiji bolj socialno-darwinističnega, neposrednega, navidezno pogumnega, frontalnega boja zoper virus. Tisto pa je, rekel, pogrešljiva družbena skupina, pri kateri ni treba tako skrbeti. Pomislite samo na Kanado, ki je tudi uzakonila evtanazijo, grozljivi primer, ko je zdravniško osebje zapustilo dom onemoglih in starejših občanov, da so sami umirali brez slehernega nadzora, ker so se preprosto bali, ker je bilo njihovo življenje pomembneje kot življenje starih in onemoglih, ki so umirali v lastnih izločkih in tako naprej. Potem je bilo precej napisanega. Kot samo iztočnica razmisleka. Jaz bi rekel, da to prej kaže na to, da je sprejemanje evtanazije tudi z vidika trenutne krize, v kateri smo, in izkušenj, ki smo jih deležni, slaba odločitev. Ampak ne bi zdaj mešal, to je posebna zgodba, o kateri sem tudi že precej govoril in pisal. Ja, res je, o tem smo že v bistvu precej govorili. Tudi na Facebooku obstaja spletna stran Evtanazija v Sloveniji, kjer si lahko v bistvu ogledate pogovor profesorja Ošlaja s profesorjem Pripcem in še nekaj člankov na to temo. Zdaj, jaz bi počasi zaključila. Zdaj, če profesor Ošlaj želi še kakšno zaključno misel, čisto na kratko. Na kratko ne bi ničesar več vedel povedati, na dolgo pa ne želim in tudi vi tega verjetno ne želite, tako da lahko bi samo rekel, da se vam zahvaljujem za pozornost. Vem, da je tema taka, da nas vse zanima. Apeliram dejansko samo na občutljivost, subtilnost, ki jo moramo ob tej krizi vsi skupaj pokazati za to, da nekaj upanja in nekaj optimizma vendarle ohranimo, kajti brez tega ne bo nič. Možnosti, scenariji so podprti v vse smeri. Bolj, ko bomo budni, bolj, ko bomo odgovorni, manj, ko bomo poenostavljali razmere, manj, ko bomo verjeli hitrim receptom, večja je verjetnost, da lahko z tega potegnemo nekaj dobrega za družbo in nekaj upanj, ki sem jih izpostavil, vendarle obstaja. Mislim, da se je vredno za njih boriti in izkoristiti ta težek položaj, v katerem smo vsi skupaj za to, da življenje ne v veliki meri, ampak vsaj v majhni meri spremenimo na bolje in uberemo nekoliko drugačno smer, kot je ta, na kateri se trenutno nahajamo in za katero vsi skupaj vemo, da ni ravno v prid dolgoročni, humani obliki našega življenja. Ne samo našega, temveč tudi splošnega, naravnega in tako naprej.
Hvala za vašo pozornost. Hvala vam, da ste sprejeli moje povabilo. Hvala tudi vsem vam, ki ste zastavljali vprašanja tako na Zoomu kot na Facebooku. Zdaj, posebej bi se res rada še zahvalila, ker smo imeli kar nekaj reklame za tole predavanje, sicer profesor Zoretu, ki je pač prek maila poslal, in pa gospe z Filozofske fakultete, Kristini Zajc-Božič, res lepa hvala. Sicer pa hvala Tomažu, Gašperju, Nataši znotraj društva, ki so sploh organizirali, ki so omogočili tole. Tako da to je z moje strani vse, zdaj pa sledijo še zaključne besede, še nekaj napovedi in pa zaključne besede predsednika društva. Hvala lepa. Ja, hvala lepa, Tinkara, hvala seveda profesorju Šlaju in vsem ostalim tudi, ki ste se sodelovali aktivno v debati. Bili so tu trenutki, ko smo imeli čez 60 gledalcev, kar mislim, da je zelo lep odziv za naš drugi dogodek. Hvala skratka vsem, bi pa vas sam povabil še, da minutko prisluhnete našemu podpredsedniku Gašperju Pircu, ki bo napovedal dogajanje ob prihodnjih torkih. Gašper, se slišimo? Dobro, ljudno pozdravljeni, upam, da se slišimo. Čakajte. Imam pa jaz nekaj težav zdaj, ker jaz namreč tudi streamam in počakajte sekundo. Si v samoreflektivni povratni zanki, kot pravi filozof. Ja, takole, zdaj pa mislim, da bo. Jaz se moram malo pravičiti zaradi tega zvoka, ki ga bom tako popravil. Takole, zdaj pa mislim, da bo boljše. Ok, torej ja, jaz bi se rad še enkrat vsem zahvalil, vsem gostom, tudi naši moderatorki Tinkari, ki mislim, da se je zelo lepo potrudila in pripravila en čudovit večer še enkrat. Ne bi ponavljal Tomaževih besed, bi pa rad tudi povedal, bi se rad zahvalil predvsem doktorju Šlaju, da se je dotaknil Kanta, ki se mi zdi zelo zanimiv avtor danes, in z njegovo tretjo antinomijo med umom in med naravo se bomo v prihodnjih tednih še ukvarjali. Namreč sledi kar nekaj zanimivih gostov, s katerimi sem zelo vesel, da smo se uspeli dogovoriti. Namreč že naslednjič nas čaka nastop doktorja Primoža Reparja, ki je direktor založbe Apokalipsa in ki že vrsto let prinaša pravzaprav najrazličnejša tudi filozofska dela na slovensko tržišče. In zagotovo bo izredno zanimivo, ta prispevek oziroma ta večer bo tudi nekoliko drugačen in bo v okviru Slovenskih dni knjige, ki elektronsko potekajo zdaj. Potem naslednji teden zatem bomo gostili filozofe športa in tu mislim, da bo posebej zanimivo v tem trenutku, ko bomo predvsem govorili o razmerju med olimpizmom, med duhom olimpijskih iger in človeško ranljivostjo, ki se seveda prepozna v tej krizi. In končno bomo, in to z največjim zadovoljstvom lahko povem, da smo se uspeli dogovoriti z doktorjem Andrewom Kotrofelom, ki smo ga sicer v Sloveniji že videli, takrat kot gosta Slavoja Žižka in Mladena Dolarja, ki se nam bo pridružil s svojim predavanjem v okviru praznovanj ob 250-letnici Heglovega rojstva. Tako da to je to, kar imamo za naslednjih nekaj tednov zaenkrat napovedano. Nadalje pa seveda berite nas na naših medijskih posrednikih, na Facebooku, na naši spletni strani, na Twitterju in ja, to bo to iz moje strani in se vidimo potem naslednji teden. Najlepša hvala in lep večer. Lep večer vsem. Čau.